Lepo pozdravljeni. Teden je ponovno naokoli in poglejmo, kje se je v teh poprazničnih dneh ustavila naša ekipa. Nahajam se v prostorih Radio kluba Slovenj Gradec. No, zakaj se nahajam v tem prostoru? Pa seveda z predsednikom Tomažem Kašnikom. Dobrodošli. Torej, kaj se bo danes pripetilo? Dobrodošli tudi vi. Ja, danes je zopet leto naokoli in zopet Radio klub Slovenj Gradec organizira svetovno tekmovanje Mes glasnikov miru. To se pravi, to tekmovanje poteka ta vikend 4. 5. januarja, kjer tekmujejo vsi radiomaterji po celem Slovenije. Približno koliko radiomaterjev? Prej sem se malo zmotil, vsi radiomaterji celega sveta, trenutnega števila točno ne moramo povedati, to se pravi, statistika bo narejena čez nekje 3 mesece. Računamo pa, da bo tam več 10.000 radiomaterjev nastopilo na tem svetovnem tekmovanju v mestu glasnikov miru. Sicer pa to ni prvo tekmovanje, za povrstjo mislim, da je že kar 6. pa bi vas prosila za nek kratek povzetek torej teh preteklih 5 tekmovanj. Ja, letošnje leto poteka 6. tekmovanje mesto glasnikov miru. Statistika tekmovanja je pač tako, prvo leto je bilo pač tak, orali smo ledino slovenskih radiomaterjev na takem velikem tekmovanju, to se pravi svetovnega merila. Število tekmovalcev se vsako leto povečuje. To se pravi, vsako leto vidimo, da se število tekmovalcev poveča približno krat 2. Imeli smo tudi to srečo, da je bilo generalna skupščina mesto glasnikov miru v Slovenj Gradcu. Tu smo tudi našo dejavnost predstavili širši svetovni javnosti oziroma izvršilnem odboru mesto glasnikov miru, tako da tudi tu imamo podporo imamo tudi strani Zveze radiomaterjev Slovenije in pa seveda, kar je ključnega pomena, podporo mestne občine Slovenj Gradec. Kaj pa je recimo tisto, kar je potrebno za dosego odličnih rezultatov? Ja, za dosego odličnih rezultatov je predvsem pomembna tehnika posameznega radiomaterja oziroma kluba, ki tekmuje, seveda antenski sistemi, nekaj sreče z vremenom, vremenskimi pogoji in to je v glavnem to. In pa seveda kondicija, da lahko posamezni radiomater sedi za radijsko postajo 24 ur skupaj. Če me spomin torej ne vara, menim, da ste mi še lani predstavili, da imajo radiomaterji v večini svojo lastno opremo, torej opremo, ki je izdelana nekako doma. Ja, seveda. Vsi radiomaterji seveda smo vključeni v klube, recimo Radio klub Slovenj Gradec šteje približno 70 članov, imamo svoje klubske prostore, v klubu imamo svoje tehniko postavljeno, seveda pa vsak radiomater stremi za tem, da tudi dela doma in vsi imajo doma radijske postaje, svoje antenske sisteme, da lahko dela tudi od doma. In kaj pričakujete od torej letošnjega tekmovanja 6. zapovrstjo? Letošnjega leta pričakujemo veliko udeležencev, veliko zvez in pa dejansko to je tekmovanje, ki ima neko vsebino. Praktično edino tekmovanje, svetovno tekmovanje radiomaterstvo je mesto glasnikov miru, ki ima vsebino. In seveda vam vse to, kar ste pravkar našteli, želi tudi naša ekipa. Srečno. Najlepša hvala. Deževna sobota, nekaj pred 20. nahajam se v Kulturnem domu Slovenj Gradec, kjer se bo že čez nekaj trenutkov pričel koncert tria Mihaela Hrustelja. Jaz ima priimek, s katerim sklonila male težave. Kakorkoli, to, da so fantje v tej sestavi, kot jo bomo lahko slišali danes, že od lanskega leta, torej od začetka lanskega leta, vam vsekakor lahko zaupam kar sama, več pa torej z vodjo tria. Kako je prišlo do te sestave, kaj pravzaprav igrate in kaj bomo seveda lahko slišali danes? Ja, do te sestave je prišlo v bistvu že leta 2012, v bistvu junija, sprva z drugim bobnarjem, nato pa so se nekako poti z današnjim bobnarjem Maticom Črešnikom so se nekako presekale in nastala je neka prečudovita energija, spravi Il Pušnik na kontrabasu, Matic Črešnik na bobnih in pa jaz in skupaj ustvarjamo čudovito glasbo in sem zelo vesel, da delita to glasbo, ki sem jo skomponiral z mano in z ljudmi. Torej, glasba je vaša kompozicija, kaj konkretno, recimo, če bi lahko nekako opredelili, kaj je tisto, kar torej preigravate oziroma kaj je torej vaša? V bistvu gre za nekakšno zmes vseh zvrsti, ki sem jih poslušal skozi življenje. V glasbi se lahko najde motive od
rock'n'rolla, do metala, do regija, vključujem pa tudi motive balkanske glasbe, arabskih melodij, indijske glasbe, ritmov. Torej širok spekter glasbe, morda beseda ali dve o neki inspiraciji, verjetno jo potrebujete za to vrstno ustvarjanje. Ja, ogromno inspiracije dobim kar iz narave, ki je ima Slovenija, hvala Bogu, na pretek, in uživam ob sprehodih skozi naravo, skozi gozdove, in večkrat dobim tudi kakšno idejo na teh sprehodih. In kaj je tisto, kar bodo obiskovalci lahko danes slišali? Ja, super glasba, upam, da jim bo všeč in da bodo uživali z nami. Nahajam se v studiu mlade alternativne skupine Zirkus, naše gore list, torej fantje so Slovenjgradčani, in skupina Zirkus je pred časom posnela novi singel. No pa poglejmo, kaj bo seveda v novem singlu povedal eden od udeležencev, eden od pomembnih članov zasedbe Zirkus, Aleš Gangel. Torej najprej par besed o zasedbi, o skupini Zirkus, ki deluje že kar nekaj let. Ja, Zirkus bomo z novim letom vstopamo v 10. leto delovanja. Začeli smo 2004 kot trio v bistvu in se je potem z leti se je ta konglomerat nekako naberal, tako da smo zdaj že tam okrog 10-članska zasedba, pa nismo zgolj glasbena skupina, ampak smo tudi vizualno glasbeno nek kolektiv v bistvu, bolj kot glasbena skupina. Torej, ne zgolj glasbena skupina, vizualno glasbeni kolektiv, a vendarle, torej, kaj je tisto, kar igrate oziroma komponirate ne nazadnje? Glasbeno, kar se tiče, nekako nismo definirani na en žanr, je pa nek skupni imenovalec elektronika in rock, torej rock kot tisti format igramo kot band, ampak sama zvočna podoba je pa bolj produkcijsko obdelala kot neka elektronika. Več uporabljamo skoraj sintetičnih inštrumentov kot pravih analognih. Konkretno koncertov se je, verjamem, da v teh 10 letih zvrstilo kar nekaj, pa vendarle bi vas prosila, da izpostavite torej tiste bolj odmevnejše. Zdaj številke sam ne vem na pamet, ampak meni osebno so bolj spominu ostali Novi rok v Križankah, Exit je bil že zaradi samega festivala nekako, potem v Slovenjgradcu se mi je zdaj en boljših naših špilov na trgu, recimo zanimivo je bil koncert v Regensburgu, ampak mogoče bolj zaradi samih okoliščin kot pa koncert. Nadalje smo odigrali nekaj koncertov po bivši Jugoslaviji, Knin je bil recimo zanimiv, Imotski, to so bili tudi v bistvu, prej ni veliko bendov iz bivše Juge na teh nekako kriznih žariščih še igralo, tako da je scena nekako šele zaživila na novo in je temu primerno bila še posebej impresivna na nek način. Vsekakor ste impresivni tudi sami, poleg glasbe, poleg vseh teh vizualnih efektov, poskrbite tudi za torej neko vizualno podobo vas nastopajočih. Je temu še vedno tako? Je tako, ampak ne poskrbimo, ampak za to skrbijo moj brat in zdaj imamo še par drugih mlajših
tudi zagnanih, ki nam pri tem pomagajo, pa nekateri prijatelji. Skratka, glasbeni del skrbi bolj za glasbeni del, ti ljudje pa imajo našo podobo in izgled. Ampak namazani ste bržkone še vedno. Večinoma ja, ni pa to naša neka, ni tako kot recimo Kisko je bilo to zaščitni znak, ja. Nismo omejeni na to, niti ne prisegamo čisto na to, je pa v večini primerov naših nastopov body painting prisoten, ja. Dejali ste, ne prisegamo na to. Kaj pa je tisto, na kar pravzaprav prisegate kot eden izmed članov zasedbe glasbeno-vizualne skupine Zirkus? Jaz osebno zgolj na neko kreativnost in na to, da se vedno preizkušajo neke nove stvari in da se opuščajo stari vzorci, ki smo jih že nekako preživečili. Pa smo poslušalci oziroma publika kot taka dovzetni za novosti? Ja, marsikdo po poslušanju naše glasbe pravi, da nekako Slovenija ni, ampak meni se ne zdi. Se mi zdi, da vsak ve, kaj mu paše in nekaterim je, nekaterim ni zdaj tu, definitivno nismo neki Beatli ali pa kaj, da bi sprožili Zirkus manijo. Se pa najdejo posamezniki, ki uživajo in drugi, ki jih odbija ali pa ki so čisto pasivni ob poslušanju. Sicer pa ste pred kratkim izdali album, imeli ste tudi promocijo novega singla, pa bi prosila seveda par besed o samem albumu. Album še nismo izdali, ampak ga bomo. Planiran je izid za marca. V bistvu smo ga posneli bolj kot ne sami v sodelovanju z Luko Jamnikom, ki sem ga jaz že občudoval nekaj časa kot sintetizerista oziroma zvočnega inženirja pri Laibachih. Igrajo tudi s Kamerat Krivatov in Njoti. In nekako se mi je zdelo smiselno, da kontaktiramo njega, ker je specialist za bolj elektronsko in synth glasbo in nova plata se nekako bolj pomika od naših rockerskega repertoarja k bolj digitalnemu, na računalnikih bazirani glasbi, zato je bil on primeren kandidat. Drugače pa poleg tega bo še za master smo Gregorja Zemljiča, drugo pa vse sami v lastni režiji. In v studiu, v katerem se pravkar nahajamo? Ne, tu v tem prostoru vadimo, snemali smo pa v Slovenjgraškem mladinskem centru, kjer so nekako kar dobro naredili nov studio. Torej, album izide marca, če seveda popravim svojo predhodno informacijo, single pa nekako že promovirate. Single je pa šel tik pred novim letom, naslov je Acid. In ja, nekako je napoved albuma, čeprav je nekoliko potegavščina, ker ne zveni tako kot ostala celota albuma. Zelo se bojo razlikovale skladbe. Tako da ja, če je komu všeč, naj ne pričakuje, da mu bo cel album, če pa komu ni, pa naj vztraja in počaka na cel album. Tako. Torej, gledalke in gledalci, vsekakor vaš singel bodo lahko slišali takoj v nadaljevanju tega najinega pogovora. Morda za tiste, ki tokrat niso pred televizijskimi spremniki, kje lahko najdejo vaš singel oziroma informacije nazadnje o skupini, kako torej in kje vas poiščejo? Na spletu smo dostopni na naši Facebook strani, imamo tudi uradno stran zirkusart.com. Sicer pa nastopi v živo, premiera bo v Kompleksu 28. februarja za album, potem je planiran špil na Štuku. Če pa nas res kdo želi spoznati, pa ne bo že pride v Slovenjgrad, pa nas obišče tu na prostoru, kjer vadimo. It's all on the surface, in your radius, this is circus. Twist, crack, break, hack right now. We're playing on TV, we're in your memory, just ignore me. Twist, crack, break, hack, take that clean back, chill and think back. Chill and think back.
your hands on me. This ain't got a crack, a fool of balls. They got a new back, they form a worse. They got it twisted, their minds, they're twisted on their lives. They got a new band, and they're about to wrap it play out. No catching chance, blue band get mad, ready, flat can, make that rap sad. Put my action silently and put them into mine. Twist, crack, break, hack, dig that clean back, chill and think back. It's all on the surface, in your radius. There's a circus. Twist, crack, break, hack right now. We're playing on TV. We're in your memory. Just ignore me. Twist, crack, break, hack right now. Chill and think back. Chill and think, lean back. Chill and think back. Chill and think, lean back. Chill and think back. Chill and think, lean back. Chill and think back. Twist, crack, break, hack, think that, lean back. Chill and think back. I can see the dirt, swimming in the dirt, I can see the dirt, into the bottom, into the bottom, into the bottom, into the bottom, lay on me, you will get the pieces out of me. Ja, tokrat je bila naša oddaja oziroma naš povzetek dogodkov v naši mestni občini Slovenj Gradec nekoliko bolj glasbeno obarvana. Sicer pa naj bo tudi prihodnji teden prijazen z vami in doslednjič le še srečno!